O ježku in maščevanju. Od rojstva malega ježka Dežka je preteklo že natančno mesec dni. Joj, kakšno čudno in smešno ime so mu nadeli starši, boste najbrž dejali. Res je, odkar je neke deževne noči Dežek kot zadnji od 7 mladičkov privekal na svet, so se mu že na začetku začele dogajati čudne in neprijetne reči. Mati ježevka je za svoje mladičke ob starem podrtem deblu že pred porodom kar se da skrbno uredila toplo gnezdo iz listja, trav in drobnega vejevja, tako da naj bi dobro varovalo neboglene otročiče. Saj se ob rojstvu vsi rodijo slepi in imajo le mehke, nenevarne bele bodice. V trenutku, ko se je Dežek rodil, se je nebo skorajda razpočilo. Vlilo se je kot iz škafa, dež je drl v potokih in skoraj odnesel polovico gnezda. Bratci in sestrice, ki so se v strahu tesno privili k materi, so začeli Dežka odrivati od seskov, saj so ga krivili za povodenj. Najstarejši bratec pa se je še namislil, da celemu gnezdu prinaša nesrečo. No, in tako se je vse pričelo. Ne prepirajte se, vas bom vse prebunkala, če ne boste pridni, se je hudovala mama ježevka. Ampak nič ni pomagalo. Najstarejši bratci in sestrice so že kmalu po rojstvu spregledali in tudi bodice so se jim začele hitro ostriti. Ker je ubogi Dežek še vedno slabo videl, so se spravljali nanj ob vsaki priliki in se iz njega grdo norčevali. Pikec, špikec, se zaletava kot neumni bikec. Ali pa tupasti bodek je kot zaostali labodek. Ježek Dežek se je v svoji nesreči vedno žalostno zvil v obrambni klobčič in največkrat tiho zaihtel. Nekoč ni mogel več prenašati škodoželjnega špikanja, zato je bruhnil v krčevit jok in se nikakor ni mogel potolažiti. Cmera, mila Jera, so bratci in sestrice takoj vsi v en glas neusmiljeno in privoščljivo zacvilili. Da ne bodo v gnezdu spet poplave, saj ti solze tečejo hitreje kot v največjem nalivu. Si pa res en pravi mali ježek Dežek, so se norčevali. Kljub temu, da mati ježevka ni odobravala takega ravnanja in je vsako zlorabo imena takoj kaznovala z ostrim špikom bodic ali s krepkim ugrizom, je tako tudi ostalo. Dežek ni mogel razumeti, zakaj se njegovi najbližji do njega tako grdo obnašajo. Namesto ljubečega srca se je v njem začelo krepiti temno in vse močnejše sovraštvo. Ne bom pozabil krivice, ki mi jo delajo, in nekoč jim bom vse povrnil z dvojno mero, je s stisnjenimi zobki večkrat jezno premleval. Mati je bila velikokrat od doma, ko je iskala slastne prigrizke v gozdu. In ker so v gnezdu ostajali zgolj ostanki hrane, je bil Dežek večkrat lačen kakor sit in si je moral kmalu sam poiskati kaj užitnega, drugače bi čisto shiral in obnemogel. Najstarejši bratec je bil najbolj zloben in ga je dražil in strašil na vsakem koraku. Bav, bav, bu, dajmo ježi, hitro beži, se mu je posmehoval. Lačni ježko, boš pojedel še peško. Bebec, mamin zobotrebec, je kar pokal od smeha, ko je Dežek klavrno sklonil svojo glavico. Ko so se drugi družno zabavali,
in v svoji razposajenosti večkrat namerno preslišali vse mamine nasvete, je Dežek vedno zbrano prisluhnil njenim priporočilom in si zelo dobro zapomnil, da se najbolje lovi ponoči, da se takrat v gozdu najlaže najde obilico polžev in raznih insektov, pa užitne zelenjave, ter se na koncu posladka še z gozdnimi sadeži. Ko so vsi trdno spali, se je potem vsako noč previdno odpravil iz gnezda. Tuj svet je bil strašljiv in temačen, tresel se je od strahu, ampak vedel je, da mora zmagati, pa če je še tako težko. Pod bodicami, ki so vsak dan postajale ostrejše, mu je telo pokrival mehak rjav kožušček. Koničast obrazek je vsak dan dobival zrelejšo obliko, ob strani so ga krasila majhna in okrogla ušesa, temne oči in vedno bolj čvrst, kratek krilček, ki mu je odlično pomagal pri raziskovanju ter iskanju hrane. Ker je stalno kopal in plezal po skalovju, so mu na koncu kratkih šapic vzrasli močni kremplji. Na koncu čvrstih bodic pa mu je telo ponosno krasil skoraj za debelino 2 prstov dolg repak. V nočnih sprehodih je v iskanju slastne hrane premagoval vse večje razdalje in telo se mu je ob obilici najdenih gozdnih dobrot vsak dan bolj krepilo. Postajal je vse večji in močnejši od vseh svojih vrstnikov. Najbolj se pazite lisice ali kune, pa tudi ptičje roparice, kanje in sove uharice so nevarne, je večkrat skrbno ponavljala mati. Če boste kdaj v bližini človekovih brlogov, se pazite njihovih ljubljenčkov, psov in mačk, pa železnih škatel, s katerimi kot nori divjajo po črnih neskončno dolgih in širokih poteh. Bodite še posebej previdni, ko prečkate njihove kamnite ravnine ob brlogih. Tudi hrana, ki jo pridelujejo na širnih planjavah, je skoraj neužitna in polna strupov, je še posebej poudarila mati. Raje ostajajte globoko v gozdu. Nekega dne, ko so se sorojenci igrivo prevračali po suhem listju, je na dnu nabrežine Dežek pridno nabiral gozdne sadeže ter jih skrbno nalagal na ostre bodice. Bratci in sestrice so zganjali prave norčije, se divje podili naokoli z mahom obraslih debel, kopali, rjuli po nizkem rastju in za zabavo oprezali z žuželkami in črvi. Sedaj pa še nekaj posebne zabave, je najstarejši bratec nabrito pomežiknil ostalim, se zvil v bodečo kroglo ter se zagotalil po strmini proti Dežku. Zaradi izkušenj, ki jih je pridobil v nočnem potepanju, je Dežek hitro opazil, kaj bratec naklepa. Švignil je ko strela, se prekotalil čez najbližjo vejo ter se z vso težo naslonil nanjo, tako da se je hipoma dvignila in uperila v zrak proti bratcu. Boli, je zastokal, ko se je kljub zaviranju z vsem truščem zabil in hipoma zaustavil na štrlečih pogankih. Ti že pokažem, ježko smeško, se je bratec jezno skobacal na noge in z ostrimi zobki šavsnil proti Dežku. Ta pa se je hitro obrnil in z vso močjo napel ostre bodice. Mama, na pomoč, je presenečeno zasvilil bratec, ko se je njegov smrček boleče zaustavil na Dežkovem neprebojnem špičastem oklepu. Mama, Dežek me je zbodel v nos, boli, je tulil.
in vsa druščina je obnemela. Mogoče še komu ni kaj prav, je z nizkim glasom zapihal Dežek. Ravno sem se ogrel, pa lahko sedaj pridete na vrsto za končni obračun kar vsi, da vam malo preštejem kosti, je odločno zagodrnal. Vsi so se hitro porazgubili po gozdu, saj nikomur ni prišlo niti na kraj pameti, da bi se mu sedaj, ko je tako kruto obračunal z najmočnejšim bratom, še kdaj postavili po robu. Ja, Dežek se je spremenil. Bil je drugačen, nič več pohleven in smerav. Tudi navzven je izgledal zelo nevaren in tako zaverovan vase, da mu ni bilo nikakor pametno prekrižati poti. Kar naenkrat so se ga sedaj vsi bali. Bolje je, da mu več ne stopamo na prste, so odločno sklenili in se mu raje nadaleč izognili. Globoko v srcu je Dežku pošteno odleglo, saj je končno iz njega privrelo vse, kar je od malega tlačil v sebi. Kakšno olajšanje, se je oddahnil in si zadovoljno pretegnil vse ude. Pomirjeno se je zvil v varen klobčič, na široko razprostrl ostre bodice ter se zazibal v lahkoten spanec. In potem je gozdno tišino kar naenkrat prekinilo glasno renčanje. Grr, mjam, 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 kakšna odlična poslastica, samo najprej moram nekako odpreti to bodečo konzervo. Je nenadoma čisto blizu zarohnel strašljivo doneč in globok živalski glas, da je Dežka kar zmrazilo pri srcu. Ko je previdno pokukal iz svojega klobčiča, je videl, kako le nekaj korakov vstran stari lisjak z velikansko taco godrnjaje prevrača najstarejšega bratca po nabrežini. Kljub ostrim bodicam na močnem oklepu je ubogega bratca oblival hladen pot in v smrtnem strahu je pihal, sikal in cvilil na vse pretege, da bi lisjaka vsaj malo preplašil, a le ta se za njegove napore in upiranje ni zmenil. Le kaj mi je storiti, je pomislil Dežek. Kljub temu, da se je najstarejši bratec celo življenje res grdo in hudobno in nizkotno obnašal do njega, Dežek kljub zaobljubi in trdni želji po maščevanju ni niti malo razmišljal. Ocenil je razdaljo, ki ga je ločevala od lisjaka, in ko mu je le ta obrnil hrbet, se je z vso silo pognal po nabrežini, se stisnil v čvrst klobčič ter treščil v lisjakove zadnje noge tako močno, da je ta prestrašeno zacvilil in v bolečini odskočil stran, ter se pri tem s prednjimi tačkami nehote hudo nabodel še na ostre bratčeve špice. Aj, je zatulil, dovolj imam teh bodičastih krogel, grem rajši na zajčjo pečenko, je še dodal in že je izginil v gosti podrasti. Bratec je nemočno hlipal od prestanenega strahu, saj je še vedno čutil dih lisjakove sape tik ob svojem vratu. Ne bodi no taka mila jera, kakšen revček, če ne bi bilo mene, bi že zdavnaj končal v lisjakovem trebuhu. Še ubraniti se ne znaš, kako si čebav, šibak, jokavček pa tak. Sedaj ti pa ni več do tega, da bi se norčeval iz drugih, kaj cmeravko? Dežek je neusmiljeno udrihal naprej, nakopičen bes je neukročeno bruhal iz njegovega ranjenega srca. Kdo je sedaj jokec tokec in lisjakova nesojena malica? Bratec je žalostno priprl oči. Le
Nemo je strmel v tla in tiho jokal. In zdajci se je v Deškovem srčku nekaj zganilo. Ko se je zazrl v bratcev jokani obraz, je nenadoma v njem prepoznal samega sebe. Spomnil se je prestanih krivic in se zavedal, da mora vsaj poskusiti biti boljši od drugih. Nakopičeno sovraštvo je v trenutku zamenjala žalost. Bobneč glas je počasi zamrl in utihnil. S kratkimi koraki se je približal bratcu in mu odpuščaje ponudil svojo tačko. Bratec jo je pri priči sprejel in se je krčevito uklenil. Prijateljsko jo je podržal in stisnil ter nato bruhnil v krčevit jok. Oprosti za vse, Dežek, resnično mi je žal. Jaz sem se tako grdo obnašal do tebe od vsega začetka, ti pa si bil pripravljen zame žrtvovati celo življenje. Oprosti mi, tako mi je žal, je skesano zacvilil. Ko je kasneje v ježjem gnezdu najstarejši bratec z nezaigranim navdušenjem in z iskreno hvaležnostjo vsem pripovedoval o Deškovem junaštvu, se je mama Ježevka najprej od strahu in vznemirjenja kar sesedla na trda tla, vsi bratci in sestrice pa so od začudenja obnemeli in se tiho čudili Deškovim vrlinam. Vse po vrsti je bilo neizmerno sram in šele sedaj so se zavedli vseh bolečin in neizmerne krivice, ki so jo prizadejali najmlajšemu bratcu. Dolgo mu niso mogli pogledati v oči, on sam pa jim je počasi le vse odpustil, saj se je nekje globoko v sebi zavedal, da sovraštvo rodi samo novo sovraštvo in da vodi v skorajšnji propad in uničenje. Sovraštvo lahko premagamo samo z ljubeznijo, z razumevanjem in sočutjem, je dejal in zaključil našo pripoved. Tako se ponavadi končajo lepe pravljice. Pravzaprav pa se iz Deškove zgodbice lahko res tudi marsičesa naučimo. Najstarejši bratec je bil do Deška celo življenje krut in hudoben. Ob življenjski preizkušnji pa je Dežek namesto maščevanja rajši izbral dobro pot in se brez razmišljanja postavil v bran škodoželjnemu bratcu. Samo upamo lahko, da se bo tudi prvi iz tega kaj naučil in da bo v bodoče resnično obžaloval svoja dejanja in ne bo nikomur nikoli več prizadejal kaj hudega. Nikoli se ne norčujmo iz šibkejših od sebe, jih ne ponižujmo in ne zasmehujmo, saj se bo morda lahko enako nekoč zgodilo tudi nam. Ne pridajajmo žaljivih in smešnih pridelkov tistim, ki so ranljivi, nemočni in so potrebni tolažbe, saj bomo mogoče kmalu tudi sami potrebovali roko, ki nas bo podržala in vodila. Ko bomo polni jeze, sovraštva in slepo maščevanju, se le spomnimo na Ježka Deška in na to, kako vsakodnevno na svojih bodicah tovori zvrhano goro raznovrstnih gozdnih sadežev. Čeprav prenaša svoje breme z lahkoto, to še ne pomeni, da ni tudi težko.